fenomen, ki mu lahko rečemo fenomen na nek način podražitve elektrike, spada v kontekst celotnega pojava inflacije, ki se dogaja pač v tem trenutku ne samo v Sloveniji, ampak širom po Evropi. To je seveda posledica emitiranja ogromnih količin denarja, ki jih je pravzaprav povzročila Evropska unija oziroma Evropska komisija kot sistem za blaženje posledic covidne krize. Skratka, denar, ki je prihajal v obtok brez kritja, brez blaga, je normalno, da je povzročil kot posledico tudi inflacijo, inflacijsko spiralo, ki pa ima zdaj že dober zagon in verjetno se bodo cene še naprej poviševale prav zaradi grajenja cen. Namreč vsakdo, ki karkoli proizvaja, prodaja, če ima le možnost, bo dvignil svoje cene. Elektrika je sicer v enem takem paradoksu, da imamo proizvodnjo elektrike prav v Krškem po bistveno nižjih cenah, kot je potrebno na trgu kupiti, vendar pa to ni neposredno povezano, kajti elektrika se prodaja preko borze z nekimi dolgoročnimi zakupi. Kar se tiče povečanja stroškov, proizvodnih stroškov podjetij, je seveda to problem, ki ga rešuje posamezno vodstvo v podjetjih, in sicer s tem, da se na nek način zavaruje pred dolgoročnimi tveganji, in sicer tako, da ko sklepajo dolgoročne pogodbe. Določeni manjši proizvajalci pač niso v možnosti, da bi te pogodbe sklepali, zato so nekoliko bolj neugodnem položaju in bodo verjetno morali del teh svojih stroškov, ki jih skozi elektriko pač morajo prenesti v cene. To pa bo seveda poganjalo spet naprej inflacijsko kolo. Skratka, pred nami prav gotovo niso lepi časi in prav veliko truda bo potrebno, da bomo to vse skupaj nekoliko ublažili. V občini Krško že dlje časa poskušamo s skupnimi naročili, se pravi, da prihajamo na trg kot večji povpraševalec, večji kupec, kar nam omogoča, da imamo tudi nekoliko bolj ugodne cene, lahko se tudi pogajamo in poskušamo iztržiti nekaj več oziroma nekaj nižje cene. Žal pa je situacija pač takšna, da so razlike v cenah tako velike, da tudi občina kaj posebnega tukaj ne more narediti, pa še posebej ne zato, ker ima smisel sklepati samo kratkoročne pogodbe. Ne vemo, kako se bo situacija na trgu odvijala in zato gremo pač skupnimi naročili s kratkoročnimi pogodbami. Mi imamo zelo malo vzvodov, s katerimi lahko kakorkoli blažimo to pravzaprav evropsko, če ne svetovno inflacijo. Zato bomo pač verjetno mogli prenašati pač te posledice, kakor vsi ostali. To bi imelo za posledice zmanjšanje investicij ali pa zmanjševanje nekaterih drugih stroškov ali odhodkov, ki jih ima sicer občina. Določene materialne stroške, ki jih prinaša s sabo javni zavodi in jih pokriva občina, bomo morali pač pokrivati. Seveda v breme nekaterih drugih projektov ali pa torej nekih drugih postavk, ki so mogoče malo manj potrebne. Glejte, jaz mislim, da so to vse bolj ali manj populistični ukrepi, metanje peska v oči, kajti tisti, ki je povzročil to krizo, hkrati daje navodila, kako to krizo prebroditi. Mislim, da je to pravzaprav skoraj norčevanje iz ljudi. Vsekakor ne moremo v vrtcih, ki imajo otroke, torej majhne otroke ali pa v osnovnih šolah, tudi šolski otroci ne morejo biti zato na mrazu in mi bomo mogli pač te stroške pokrivati. In tukaj nekih posebnih ukrepov in navodil ne bomo dali, razen če bo vlada sprejela kakšen ukrep, ki ga bo pač potrebno upoštevati kot na primer nek zakonski ali kak drug akt v obliki uredbe ali česa podobnega. Sicer pa sami seveda ne bomo tukaj nekdo, ki bi želel nositi zastavo in sprejemati neke ukrepe, ki so pravzaprav na nek način nesmiselni in ne bodo imeli nobenega učinka.